Medvode se na sejmu turizma Alpe Adria, pa kakorkoli se je ta že imenoval, predstavljajo vse od leta 2004. 20 let ste tudi vi zraven. Kako je torej izgledalo teh 20 let, če jih opišete v enem stavku mogoče? Minilo, kot da bi bilo eno leto. To je en stavek, ampak drugače pa, če po pravici povem, da se spomnim, kot da bi bilo včeraj prvega sejemske postavitve in tudi vse ostale, ker smo se vedno vsa turistična društva in vsi, ki so bili zraven prisotni, potrudili, kar se le da je sejem res bil učinkovit in da smo tista zelena vrata glavnega mesta resnično spromovirali do te mere, da nas potem zdaj poznajo. Od nekdaj sta glavna atributa medvoškega turizma poleg bogate kulinarike predvsem pohodništvo in kolesarstvo, skratka aktivnosti v naravi. In tudi v bistvu v tej smeri bi tako mogel turizem rasti. Tudi v Medvodah nasplošno zaradi tega, ker že tako ali tako vemo, da nimamo še vedno ne prenočitvenih kapacitet v takem številu, da bi lahko ne vem kakšne skupine pri nas šle se turizem za daljše obdobje, ampak dnevni turizem pa take izlete in to pa v bistvu opažamo na določenih koncih, da je pa že preseglo tisto številko, ki je še zmožna. Vodilo predstavitve je že sicer bilo geslo Turistične zveze Slovenije Nazaj v naravo, katerega smo se mi v bistvu že lansko leto nekako začeli s tem predstavljati. Naredili smo neke določene promocijske izdelke, da se na ta način lahko predstavljamo, in to je tisto, kar je letošnje vodilo. Če pa pogledate, sej nič drugega, ker samo narava okoli nas, Medvode kot staro mestno jedro ga nimamo, se pravi, okoli je pa sama narava, tako da mi smo kar naročeni, da to promoviramo letos tukaj. S strani Turistične zveze Slovenije je prišlo tudi priporočilo, naj promovirajo svoje najbolj odmevne prireditve. Posebno pozornost je slednja na primer namenila prav goričansko-vašanskim parkeljnom. Tukaj imamo nekaj tudi letakov že s točno določenimi datumi, tako da to ni noben problem, da si lahko ljudje vzamejo in da bodo prišli na te prireditve. Poleg Turistične zveze Slovenije je na sejemskem dogajanju z bogatim dopolnilnim programom sodelovala tudi Planinska zveza Slovenije, Združenje turističnih vodnikov Slovenije in številni drugi. V sklopu dogodka ob odprtju so podelili tudi nagrado Jakob, ki si jo je letos poleg naziva ambasador inovativnih turističnih prireditev po izboru komisije, vodijo dr. Janez Bogataj, prislužil projekt Praznik idrijskih žlikrofov. Letos je bilo namreč v ospredju bogato področje turističnih prireditev. Na razstavnem prostoru Eiffel Slovenija pa se je pod okriljem Slovenske turistične organizacije letos predstavilo tudi vseh 21 mest Združenja zgodovinskih mest Slovenije s poudarkom na bogati dediščini in raznoliki kulturni ponudbi mest. Na razstavnem prostoru sosednje občine Škofja Loka se je na dan odprtja predstavila tudi naša občanka Rozalija Strojan, mojstrica domače obrti, vezenin s krisci po štetih nitih. To je gorenjski vzorec, nagelj, srce, rože in ta vzorec mi je že od nekdaj všeč. Zbiram tudi ustrezne blagove od lanu, ki je slovenska posebnost, ker je lan zrastel v naši deželi in tudi stkan, tako da to se mi zdi dragoceno. Njene izdelke je Obrtna zbornica Slovenije že pred desetletji ocenila za izdelke domače obrti, zato je pridobila pravico do uporabe nacionalnega znaka domače obrti. Res je, da recimo mladi v stanovanjih tega ne uporabijo, ni teh dekoracij, vendar to je tako kot slika, ne? Sliko imaš na steni, da občuduješ, prt imaš na mizi, da ga občuduješ, to ni hrana taka fizična, ampak hrana za dušo.
Za kakovostno vezenje in zavzemanje za ohranjanje kulturne dediščine je bil podeljen naziv mojstrica domače obrti. Leta 2010 je prejela plaketo občine Medvode tudi zaradi svojega poslanstva prenašanja veščin na mlade. Leta 2022 pa je bila vezenina s Krisci po Štetih nitih tudi po njeni zaslugi vpisana v register nesnovne kulturne dediščine. Sama pa je opisana kot nosilka enote. Tisti prvi certifikati kot priznanje, da je to izdelek domače obrti, je bila seveda zahteva, da je to blago platno, lan, da je delano vse na roko, da ni nobenih umetnih šivov. No, največji dosežek, saj zame, pa tudi za vse, da imamo pa to ohranjeno v registru nesnovne kulturne dediščine, da se ta način dela ohranja v naši deželi. Pod okriljem Zveze društev upokojencev Slovenije vodi rokodelske delavnice, na tokratnem sejmu pa je sodelovala pod okriljem rokodelskega centra Duo Škofja Loka, ki ohranja in razvija rokodelsko dediščino Škofjeloškega. To združuje rokodelce in nekako so zelo aktivni v tem delu, povezujejo, izobražujejo in sem nekako pristopila k temu. Glavni akterji predstavitve naše občine na sejmu turizma so od nekdaj turistična društva, povezana v Turistično zvezo Medvode. Kot je na dan odprtja sejma dejala predsednica zveze Vanja Lučniškar, prav nobeno od njih doslej še ni odreklo sodelovanja na sejmu. Ni problema, zaenkrat ne. Je pa mogoče majčkeno tisto, da bi po 20 letih morda zdajšnjo zasedbo v javnem zavodu probali malo spremeniti celotno predstavitev. Pred 20 leti je aktivno vlogo povezovalca med prostovoljskimi turističnimi društvi, povezanimi v Turistično zvezo Medvode in občino, imel odbor za turizem in gostinstvo. Potem pa naj bi to vlogo prevzel leta 2005 ustanovljeni javni zavod za šport in prireditve, katerega delovanje je bilo leta 2013 razširjeno še na področje turizma in kulturne dediščine. Vse taka so bila tudi pričakovanja prostovoljcev na področju turizma. Po Juretu Galičiču je vlogo strokovne sodelavke lansko leto prevzela Teja Čejvan. Slednja prizna, da so prostovoljci v turizmu v naši občini eden najtrdnejših stebrov turizma. Ker v bistvu na prostovoljcih, na turističnih društvih, ki so v bistvu seveda polna prostovoljcev, stoji večina, v bistvu, dajmo tako reči, teh dogodkov skozi celo leto in v bistvu vsa prizadevanja, da se ohranja tako kulturna dediščina kot v bistvu turistično obarvani dogodki. Tako da so en tak zelo pomemben člen in se mi zdi, da je sodelovanje z javnega zavoda s prostovoljci na mestu in zelo pomembno. Poleg prireditev, ki so v njihovi organizaciji, prva taka bo že to nedeljo, pustovanje v športni dvorani, so tokrat večjo pozornost namenili tudi najbolj znanemu Medvoščanu doslej. Poskušamo malo bolj predstaviti rojstno hišo Jakoba Aljaža, tudi zaradi tega, ker je bila v osnovi malo spregledana, če smem tako reči, in trenutno so v pripravi sicer še dodatni materiali, no, ampak zdaj pa poskušamo z razglednicami in takole malo tekstom o Jakobu Aljažu, o njegovem življenju in delu privabiti čim več obiskovalcev tudi v rojstno hišo. No. Čista ta malenkost spregledani del. Zanimivo, že leta 2009 je občina Medvode dobila vizijo in strategijo občine Medvode, v kateri je zapisano, da je glavna razvojna priložnost naše občine prav turizem. Pa vendarle, strategije na vseh ostalih področjih, ki jih pokriva javni zavod Sotočje, že imamo, razen turistične. Čeprav je že pred leti kazalo, da bo prav slednja orala ledino. V nastajanju seveda strategija turizma, ki bi v bistvu bila za obdobje od 2024 do 2028, pa seveda razvoj novih turističnih programov. Mogoče v bistvu stremimo k temu butičnemu, trajnostnemu turizmu.
Jaz sem na sejmu zelo kratek čas, ker smo imeli doma en kup drugih obveznosti. Pripomogli smo zraven pri našem turističnem društvu Perenče, tako da jim pripeljemo kakšne jedi iz našega lokalnega okolja, to je recimo naša pogača hišna. Vsak pomisli takoj na belokranjsko pogačo, ampak mi že malo temeljimo proti Gorenjskem, tako da naša pogača je obložena z ocvirki, s čebulo, solnim cvetom in tako naprej, da je malo bolj bogata. Tako da to pogačo so delili naši perenški turisti na sejmu Alpe Adria. Lahko rečem, da je to en tak sejem, kjer je veliko druženja, je pa tudi, se mi zdi, zanimiv za slovenske ali pa tudi za tuje turiste in novinarje, da spoznajo našo deželo. Po ocenah turističnih prostovoljcev je bilo letos na sejmu ponovno več obiskovalcev. Ljudje so prišli po odgovore, kam za recimo letošnjo poletje, jesen, za veliko povpraševanja v Medvodah je bilo sploh po Bonovcu. Neverjeten, saj to v bistvu se mi zdi, da se kar vidi, koliko obiskovalcev je vse skozi. Potem prireditve, tudi to jih je zelo zanimalo. Kar je pa mene najbolj všeč, je pa to, da mi reče nekdo, ki pride, pa ni bil edini, ampak recimo, da se mi je ta najbolj otisnil, ker po govorici sodeč ni bil iz Medvod, da mu je bilo toliko všeč, ko so s planinci šli čez Polhograjce po poti roparskih vitezov in da so videli res lepe konce in da bojo še prišli. Sejem turizma, ki je vsaj, kar se prostovoljcev v turizmu tiče, prostor druženja in snovanja novih projektov, je v soboto zvečer za leto dni zaprl svoja vrata. Mi pa smo črto pod njim z Vanjo Ločniškar in Mojco Trnovec potegnili v ponedeljek, ko smo se pridružili učencem turističnega in kuharskega krožka osnovne šole Medvode. Ti so se v spremstvu ravnateljice Damjane Šubic in 3 učiteljic odzvali povabilu, da se odpravijo na izlet v 3 občine, Vodice, Mengeš in Trzin, ki so, tako kot občina Medvode, vključene v iztekajoči se projekt lokalne akcijske skupine za mesto in vas, postavitev panoramskih tabel. Izjavi smo posneli na zaključku izleta, ko so se učenci v spremstvu snovalcev projekta, partner v projektu je občina Medvode in Turistična zveza Medvode, ustavili v gostilni Mihovec in bili postreženi. Ja, danes smo medvoške otroke postregli z telečjo obaro, z vosoršpocelni in sladkimi štruklji. Zakaj s tem? Zato, ker v naši hiši zelo radi pripravljamo jedi iz teletne. To je ena taka tradicionalna, ja, zakaj iz teletne, zato ker smo na telečjem. Štruklje pa zato, ker jih v naši hiši že leta in leta delamo sami doma. Skuto jemljamo od misa ali od ene kmetije iz Škofje Loke, tako da radi uporabljamo lokalne surovine.